si krasan, ove izbavljaš iz niskih kravan, po letni vročini na stolpe vrhi, da tam si spočinjem samoti srce. Jer potok izvira skalonju kladan, tvoj Triglav, moj dom, kako si krasan. Spoštovane občanke, občani, dosedanji in še zlasti letošnji občinski nagrajenci, predstavniki, župani in ostali predstavniki sosednjih občin, spoštovani gostje, prav vsem lep pozdrav in dobrodošli v Kranjski Gori. Na današnji dan leta 1895 je dolški župnik Jakob Aljaž dal postaviti kovinski stolp na vrhu Triglava, Aljažev stolp. In ta dogodek, ta dan, občina Kranjska Gora praznuje svoj občinski praznik, kamor sodi slovesnost, kot je današnja, s podelitvijo priznanj zasluženim občankam, občanom, društvom oziroma drugim ustanovam. Dear guests from abroad, let us explain to you that Kranjska Gora celebrates today. On the 7th of August 1895, the famous priest of Dovje, Jakob Aljaž, ordered to build the metal tower on Slovenian highest mountain, Triglav, today well known as Aljaž Tower. In order to honor this event, the community of Kranjska Gora celebrates. Each year, the square in front of the church is reserved for the ceremony with the award giving to community citizens and with cultural program. Dear guests, we are honored with your presence here. Have a nice evening. Večer, kot je ta, je rezerviran tudi za glasbeni program, ki ga letos tule na skrajnem severu Slovenije bogati Severa Đurin in kitarist Dejan Lapanja. Preverimo, kaj na sever naše domovine prinaša Severa. Ja, spet je večer, spet je ta večer. Ko prst se
Svet je večer in sobo sledi med lučkami na daljnem begu. Z njimi mi dva zaljubljena, obljubljena zvezdom gledom. Ja, enkrat na leto je večer, kot je ta, in v ta večer sodijo seveda besede župana, ki jih v tem trenutku primerno poimenujemo slavnostni govor. Gospod Jani Hrovat, gospod župan, beseda je vaša, prosim. Spoštovane občanke, spoštovani občani, cenjeni gostje, predstavniki sosednjih občin, moji kolegi župani, bivši župani, slavnostni govorci, častni občani, seveda dvema naslednikoma našega župnika Jakoba Aljaža še poseben pozdrav, ki spremljata proslavo kar izpred župnišča. In seveda pozdrav vsem ostalim visokim gostom in seveda obiskovalcem Kranjske Gore danes večer tukaj na trgu pri cerkvi. Izredno ponosen sem, da sem lahko župan tako slovite občine, kot je Kranjska Gora. Jakob Aljaž, naš vizionar in ljubitelj slovenstva, je, kot je bilo že rečeno, davnega leta 1882 zgradil ta Aljažev dol, vrh Triglava, in 122 let
je ta njegov duh prisoten v dolini pod gorami, pod Julijskimi Alpami in le vizionarstvu in njegovim preroškim besedam se moramo zahvaliti, da je Slovenija ostala ponosna, korenita in da v naših krajih živijo preprosti, pridni in ponosni ljudje. Vizionar, kot je bil Jakob Aljaž, je že pred davnimi leti, pred 120 in več leti napovedal in predvidel razvoj turizma v naših krajih. Kako vizionarske so slovele njegove besede in projekti o Triglavški žičnici, o predoru skozi luknjo do Zadnjice, kako vizionarske so bili njegovi podvigi v vasi Dovje, izgradnja vodovodov in vse to se v naših krajih nadaljuje tudi zdaj. Tudi zdaj v naših krajih živijo odločni, pridni in redoljubni ljudje. Jaz sem ponosen, da sledimo in da sledite viziji občine in vseh, ki sedaj odločamo o razvoju naših krajev, da ste se vsi občani in vsi, ki kakorkoli krojite naše kraje, od komunale, turizma, seveda organizacij raznoraznih po dolini, obrnili za mano in za mojimi vizijami in le rezultati, ki smo jih dosegli lansko leto, kažejo, da je občina Kranjska Gora resnično v pravi in na pravi poti. Občina Kranjska Gora je lansko leto z vasjo Kranjska Gora dosegla prvo mesto med turističnimi kraji Slovenije. Mojstrana je med izletniškimi kraji dosegla 3. mesto. Občina Kranjska Gora pa je bila proglašena za najbolj uspešno turistično občino. Vse to kaže, da smo usmerjeni samo navzgor. Resnično pa je razvoj turizma v naših krajih povezan tudi z pritiskom in seveda tudi z ogroženostjo prebivalcev, ki jim sledimo in seveda jih razumemo. Občina Kranjska Gora seveda že 2 in več let, odkar sem jaz nastopil funkcijo župana, izrazito deluje v smeri urejanja vasi od Mojstrane do Rateč. Občina je povezana, želim in sanjam, da občina ne bi bila več razdeljena na posamezne vasi, ampak da bi bila občina od vstopa do izstopa na italijanski meji ena in edina najlepša občina, ki bi bila lahko v ponos ne samo v Sloveniji, ampak bi bila lahko ena najlepših tudi v Evropi. Jaz verjamem, da je razvoj pravi in da bomo skupaj z infrastrukturo, z parkirišči, z umirjanjem prometa v Alpske doline, z parkirnim režimom, z modrimi conami v Kranjski Gori in seveda z parkomati, z računanjem parkirnine v nadaljevanju tudi krojili tok tega prometnega režima po celi dolini. Jaz verjamem, da boste še stali za mano, da boste še verjeli tako, kot so nekdaj na Dovjem in v Mojstrani verjeli Jakobu Aljažu, da je to prava pot, čeprav je bil včasih malo muhast, tako kot sem jaz mogoče lahko še zdaj. Jaz vam želim vsem, posebej nagrajencem, ki ste nesli in ponašate dobro ime občine Kranjska Gora širom naših meja, vse dobro in vam čestitam za dosežene rezultate, tako društvom, kot seveda posameznikom, kateri boste danes prejeli priznanja. Vsem ostalim pa voščim eno lepo praznovanje občinskega praznika, že 22. v novi sestavi in seveda po zaključku prireditve povabim vse na manjši prigrizek in na kozarček domačka. Tako da srečno.
čez 1000 let, ko naju več ne bo. Mu spet prav tak večer, kot je nocoj na modrem nebu, daljen in svetav. Spet kot nocoj bo Orion sijal, zeleni hrast, ki bo šumeval noč. Takrat prastaro temno bo drevo, šumel bo v vetru kot temen spomin. Na ta večer, ko stala sva pod njim, skoz mrak bo trepetala istih zvezd srebrna luč. Le mladi par, ki se bo tu takrat omil, bo drug. Prav kot nocoj pomladni mrak sijal bo Orion, in prav tako kot jaz morda bo rekla deklica, kako je daleč, kako je lep, kako blešči se njegovih 7 zvezd čez 1000 let, ko naju ne bo več. Na nebu Orion sijal bo šele. Poljubi me za 1000 dolgih let, kot tu mlad par se mu poljubil spet. Čez 1000 let, ko nas več ne bo, bo spet prav tak večer, kot je nocoj. Na modrem nebu daljen in svetav, spet kot nocoj bo Orion sijal. Ja, Branka, ti si pa čist noter padla, proslava je. Čas je za slavljence, za letošnje občinske nagrajence in seveda čas je tudi za našega župana, podeljevalca nagrad. Gospod župan, prosim. In če ima Orion 7 zvezd, imamo mi 4. Nocoj bodo na temle odru zasijale 4 lokalne kranjskogorske zvezde in morda, če ste bili z ušesi na odru, pa z očmi na nebu ob 2020 iz dobro obveščenih krogov je bil lunin mrk. Kar dogodek, a ne? Ja, in predvsem je pa za vse občane, občanke, nagrajence dogodek vsako leto tale občinska slovesnost. Pa poglejmo, kdo so letošnji nagrajenci. Priznanje občine Kranjska Gora prejme Turistično društvo Dovje Mojstrana.
predstavnika seveda vabimo na oder. Turistično društvo Dovje Mojstrana. 110 let veselja v turizmu. Začetke turizma v vaseh pod Triglavom lahko pripisujemo romarjem, ki so romali na svete višarje že pred več kot 600 leti. Morda bi v začetku turistične dejavnosti lahko govorili tudi o pojavu lovskega zakupništva po posameznih delih območja, kjer je danes Triglavski narodni park. Tudi ti začetki segajo obdobje pred več kot 200 leti. Zagotovo pa je za začetek sodobnega turizma pomemben mejnik datum 14. december 1870. Takrat je namreč skozi Zgornje Savsko dolino prihrumel vlak in pripeljal prve popotnike. V našem visokogorju so zgradili prve planinske koče in kmalu se je razvilo tudi gorsko vodništvo. Graditi so začeli gostilne, nekdanja gostilna Šmerc se ponaša z več stoletno tradicijo. Gorsko vodništvo je imelo zares veliko veljavo, saj je bilo še med obema vojnama v Mojstrani kar 36 gorskih vodnikov. Že leta 1923 je Mojstrana uradno postala letovišče. V 30 letih so Mojstrano obiskovali gostje iz Vojvodine in takrat se je začel pravi stacionarni turizem. Imeli smo hotel, v zasebnih sobah pa je bilo gostom na voljo 350 ležišč. Imeli pa smo tudi 10 gostiln, penzionov in 3 vile za petične goste. Leta 1898 so zgradili zahodni del hotela Triglav v Mojstrani, ki je bil na ta način tudi prvi hotel v današnji turistični destinaciji Kranjska Gora. Med obema vojnama je mojstranski turizem zares cvetel, saj je k nam pogosto prihajal na lov jugoslovanski kralj Aleksandar Karadžordžević, z njim pa tudi pomembni možje iz sveta politike in gospodarstva, med njimi tudi češki diplomat Jan Masaryk. Tradicija visokih gostov se je nadaljevala tudi kasneje, ko je Mojstrano leta 1974 obiskal Josip Broz Tito, leta 1998 pa angleški princ Charles. Po drugi svetovni vojni se je v Mojstrani razvil zdraviliški turizem. V 60. in 70. letih je bil hotel Triglav v lasti jugoslovanskih vojnih invalidov. Letno je Mojstrana takrat dosegala 50.000 nočitev. V 60 letih je Mojstrana pričela služiti kot spalno naselje za delavce jeseniške železarne. Po ukinitvi železniške proge pa je turizem pri nas skoraj zamrl. Že leta 1907 so v Mojstrani ustanovili med prvimi na območju Slovenije tujsko prometno društvo. Sprva stanovsko združenje v 30 letih preraslo v množično društvo. V tujskem prometnem društvu so se znašli ljudje, ki so bili podjetni in so se zavedali, da potrebujemo turistično infrastrukturo. Leta 1927 so zgradili prvo skakalnico na Boru, leta 1928 sankališče na Žajnbrdu, leta 1932 letno kopališče v Kamnah in leta 1936 so posadili kostanjev drevored v Roji proti železniški postaji. Načrtovali so žičnico vrata Kredarica, smučišča na pobočju Mežakle. Načrte je turističnim delavcem prekrižala druga svetovna vojna in kasneje gospodarska kriza. Tujsko prometno društvo je že med obema vojnama skrbelo za promocijo. Že v 30 letih so tiskali prospekte v 3 jezikovnih različicah in so oglaševali v zagrebškem in beograjskem časopisju. Podjetno so nadaljevali delo in v Tiši odprli penzion pod Kepo. Začeli so graditi prvi kamp v Mladci, a so morali znameni zaradi potrebe vojske prekiniti. Leta 1969 jim je skupnimi močmi uspelo postaviti žičnico, ki še danes obratuje, čeprav že dolgo ni več v lasti društva. Skupaj s krajevno skupnostjo so zgradili tudi drsališče, ki ga danes upravlja športno društvo. Člani društva niso nikoli mirovali in tudi danes je tako.
V prostorih Slovenskega planinskega muzeja deluje TIC, turistično-informacijski center, ki je pod okriljem društva. Nudijo turistične informacije, posredujejo proste sobe, skupaj z ostalimi društvi prirejajo številne prireditve, od Aljaževih dni do večera na vasi, slovenskih večerov, pustovanja, kresovanja, veselega decembra in ostalih manjših dogodkov. Izvajajo izobraževanja in tečaje, skrbijo za okolico, izdelujejo promocijske materijale in pomagajo ostalim društvom. Imajo več kot 200 predanih članov društva. V zadnjih letih se veselijo novih vsebin v muzeju, ferat za vasjo, trga olimpijcev in prenovljenih pohodnih poti. Po dolgoletnem boju z zimo in velikimi napori naših podjetnikov v gostinstvu in turizmu, po izgradnji Slovenskega planinskega muzeja in potem, ko so dobili prvo zaposleno delavko za polni delovni čas v turistično-informacijskem centru v Mojstrani. S pozitivnimi občutki gledajo naprej. Turistično društvo Dovje Mojstrana prejme priznanje občine Kranjska Gora. Ja, glede na dolg staž turističnega društva je bila tudi obrazložitev trajala skoraj 100 let. Naslednje bodo krajše. Morda beseda, seveda, slavljencev, nagrajencev, prosim. Kaj imate povedati v zagovor? Hvala lepa za besedo. Najprej moram povedati, da sem izredno zadovoljen in se izredno lepo počutim na temle odru, na katerem sem preživel številne dneve, tedne, mesece, tudi že pred desetletjem in več. In če bi mi takrat nekdo rekel, da bom enkrat pa tukaj stal in prejemal nagrado v imenu turističnega društva Dovje Mojstrana, bi rekel, veš kaj, ti pa malo preveč pričakuješ od življenja. Ampak to se je zgodilo, ponosen sem, da sem predsednik prav v mandatu, ko praznujemo 110 let. Vesel sem, da imam za seboj odlično ekipo, ki dela, gara in se trudi in sodeluje seveda z vsemi ostalimi subjekti v kraju. Tako da o zgodovini društva ste povedali res veliko, še sam nisem verjel, da je bilo toliko že storjenega, ampak tudi ekipa, s katero danes delam, je odlična, če ne najboljša v zgodovini društva, zato se vsem članom upravnega odbora in pa tudi ostalim prostovoljcem najlepše zahvaljujem za podporo in pomoč. Nagrada, ki jo držim v rokah, pa je seveda verjetno ali pa zagotovo plod celoletnega dela v letošnjem letu, v prejšnjem letu in še 108 let nazaj vse generacije, ki so se trudile za razvoj turizma pod Triglavom. Zdaj, ko imam še mikrofon v rokah, seveda vsem občankam in občanom občine Kranjska Gora želim prijetno praznovanje in čestitam seveda tudi občini za tale pomemben praznik in seveda se vsem skupaj še enkrat zahvaljujem za odlično nagrado. Hvala lepa. Čestitke. Čestitke in hvala in bomo priča, kako pišete zgodovino oziroma prihodnost naprej. Priznanje občine Kranjska Gora prejme Gorska reševalna služba Mojstrana. GRS Mojstrana je bila ustanovljena 20. novembra 1946. Prvi načelnik je bil Janez Brojan Starejši. Že takoj leta 1947 so reševalci 6-krat skupaj z jeseniškimi reševalci sodelovali v akcijah. Vsa leta so se kadrovsko krepili. Poleg reševalnih akcij so izvajali vaje in tečaje reševanja, hkrati pa so svoje znanje nadgrajevali tudi na tečajih v tujini. Leta 1969, no to je bilo prelomno leto, saj so pri reševanju prvič uporabili helikopter, ki je danes praktično nepogrešljiv pri reševanjih. Leta 1994 se je delo GRS razširilo še na druge dejavnosti. Vključili so se v sistem zaščite in reševanja ob naravnih nesrečah. Vsa ta leta so sodelovali znotraj planinskega društva Dovje Mojstrana, leta 2007 pa so se osamosvojili in ustanovili društvo GRS Mojstrana. Za svojo dejavnost in delo so prejeli vrsto domačih in tujih priznanj. Med leti 1946
in 2015 so izvedli 952 reševalnih, iskalnih in poizvedovalnih akcij. Rešili in pomagali so 1024 osebam. Glede na vsa opisana dejstva in glede na to, da so novembra lani praznovali 70. obletnico, Gorska reševalna služba Mojstrana prejme priznanje občine Kranjska Gora. Čestitke in seveda rešimo tale večer še z nekaj besedami. No, jaz ne bom tako dolg kot moji predgovorniki, ampak za tole priznanje Društvu Gorske reševalne službe Mojstrana se najlepše zahvaljujem. To je delo velikih več ljudi, ne samo moje. To v tem mandatu sem res zdaj tle in nas je 30. Upam, da bo teh 30 ljudi nadaljevalo ali pa še kakšnega zraven dobilo tak del, kakor ga imamo do zdaj in se za to priznanje še enkrat najlepše zahvaljujem. Hvala, rešili ste priznanje. Mi pa seveda čestitamo vam in vašim kolegom še enkrat. Priznanje občine Kranjska Gora prejme prostovoljno gasilsko društvo Rateče Planica. Prostovoljno gasilsko društvo Rateče Planica je bilo ustanovljeno leta 1897. Vse od svojega začetka do danes aktivno sodeluje pri zagotavljanju požarne varnosti v kraju, občini in tudi preko državnih meja. Društvu daje velik poudarek izobraževanju, usposabljanju operativnih gasilcev in gasilske mladine. V zgodovini društva so operativni člani posredovali pri večjih naravnih in drugih intervencijah. Leta 1998 je društvo pomagalo pri sanaciji potresno uničenega zgornjega Posočja. Leta 2000 se je odzvalo na intervencijo plazu v Logu pod Mangartom in odigralo pomembno vlogo pri opazovanju in opozarjanju ljudi pred morebitno nevarnostjo. Po katastrofalnem dogodku pa so člani društva aktivno sodelovali pri odstranitvi posledic plazu. Za sodelovanje ob tej naravni nesreči je društvo leta 2001 prejelo odlikovanje za posebne zasluge. Vlogo in upravičenost društva v sistemu delovanja zaščite in reševanja je v letu 2017 prepoznala tudi Vlada Republike Slovenije. Štab civilne zaščite Republike Slovenije, ki je društvu podelilo zlati znak civilne zaščite. Za 120-letne dosežke na področju zaščite in reševanja, ozaveščanja požarne varnosti med občani, vzgojo in izobraževanje mladine, kot tudi za aktivno reševanje in sodelovanje v vseh večjih naravnih nesrečah in ostalih intervencijah v občini, regiji in državi, PGD Rateče Planica prejme priznanje občine Kranjska Gora. Tudi jaz ne bom predolg. Vsem krajankam in krajanom občine Kranjska Gora in občini se lepo zahvaljujem, pa še veliko dobrega sodelovanja med seboj. Hvala. No, tudi te besede so uspešno pogasile našo radovednost. Zdaj pa ena skupinska fotka. Bova čistih, ustrezni nasmeški, sami fantje pa rože v rokah, ponavadi jih ne znajo držati. Ampak tole jim pa gre, so trenirali, vam povem. Hvala lepa, iskrene čestitke. Ja, tudi naslednja skladba Severe in Dejana se zdi potrebuje gasilce. Moj rumeni ogenj se dviga pod nebo, zemlja se odpira, skale se valijo. Ja, to bo.
112. Nocoj se na to številko odziva Severa. Zemlja se odpira proti dnu, skale se valijo brez glasu in samotni veter se zaganja brez miru. Plameni mi grejejo telo, iskre mi begajo okolo in rumeni ogenj se dviga pod nebo. Kakor da se nič ni zgodilo, zlil si se v moje srce. Kakor da se nič ni zgodilo, našel si moje ime. Kakor da se nič ni zgodilo, si umiril moj korak. Kakor da se nič ni zgodilo, si mi vdihnil nov zrak. Vračam se domov, divje vode se vzpenjajo čez krov in moje temne gore se lomijo na pol. Kakor da se nič ni zgodilo, zlil si se v moje srce. Kakor da se nič ni zgodilo, našel si moje ime. Kakor da se nič ni zgodilo, si umiril moj korak. Kakor da se nič ni zgodilo, si mi vdihnil nov
kakor da se nič ni zgodilo. Nocoj tega res ne moremo trditi. Zgodile so se že 3 priznanja občine Kranjska Gora in zgodil se bo zlati grb občine Kranjska Gora. Seveda, zopet na oder vabim gospoda župana. Ja, težka so županova pota. Gore, dole, gore. Zlati grb občine Kranjska Gora prejme Eva Macun. Doktorica Eva Macun je osnovno šolo obiskovala v Kranjski Gori, šolanje pa je nadaljevala na Srednji kemijski šoli in medicinski fakulteti v Ljubljani. Po izobrazbi je zdravnica, specialistka ginekologije in porodništva. V splošni bolnišnici Jesenice je predstojnica ginekološko-porodnega oddelka. Na tem oddelku so po njeni zaslugi ukinili nekatere rutinske postopke. Porodnišnica v splošni bolnišnici Jesenice je prva pridobila naziv materam prijazna porodnišnica. Že dolgo pa je tudi novorojenčkom prijazna porodnišnica ter ena prvih z babiško ambulanto. Babicam so priznali veljavo, kot so jo imeli včasih. Posledica vseh sprememb in dela dr. Macunove je naraščajoče število rojstev na Jesenicah, čeprav število rojstev v Sloveniji upada. Doktorica Eva Macun pa je tudi gorska reševalka v GRS Rateče in zdravnica letalka reševalka. Doktorica Eva Macun Doktorica Eva Macun je prejemnica prestižnega naziva Ženska leta 2016, po mnenju bralcev revije Zarja. Občina Kranjska Gora je ponosna nanjo in z današnjim dejanjem izkazuje priznanje za njeno strokovno, kot tudi človekoljubno delo. Doktorica Eva Macun zaradi svojega aktivnega, odgovornega, strokovnega, preudarnega, predanega, požrtovalnega, ustvarjalnega in profesionalnega poklicnega delovanja kot predstojnica ginekološko-porodniškega oddelka Splošne bolnišnice Jesenice in hkrati zaradi svojega delovanja kot zdravnica reševalka letalka v Gorsko-reševalni službi Slovenije prejme zlati grb občine Kranjska Gora. No in takoj po fotki pozlatimo ta večer z nekaj besedami, ki sodijo k zlatemu grbu. Tale porod bo morda najtežji. Drage občanke, dragi občani, spoštovani gostje, obiskovalci Kranjske Gore, turisti, pa tudi vsi Ljubljančani. Res ste me presenetili s tem priznanjem občine in odkar se je ta občina pred 22 leti uspešno rodila, je to priznanje prejela ena občanka in 8 občanov. Postavili ste me v eno družbo izrednih ljudi, ki so v dolgih letih svojega življenja, tako da najverjetneje ugotavljate, da sem najmlajša med njimi, prejeli to priznanje in res mi je v veliko čast. Zahvalila bi se rada, tako kot ponavadi, malo na svoj način, kot prav pregovor, da za uspešnim moškim stoji uspešna ženska, mora za uspešno žensko po moje stati cela vas oziroma cela občina.
Zelo sem zadovoljna, da je občina prepoznala tudi delo nekako na drugem področju, ne samo v turizmu in kulturi, ampak tudi na področju zdravja, ker ljudje prepoznavamo zdravje kot eno največjih vrednot in jo postavljamo celo pred materialne dobrine in predstavlja srečo. Zdravje se pa ne začne samo v bolnici. Zdravje se začne v občini, v kakršni občani radi živimo. In občani živimo radi v zdravi občini. In zdravje predstavlja to, da se lahko naši otroci uspešno šolajo, da je varna, da imajo možnost izobraževanja, napredka, osebnega napredka in da se počutimo zadovoljni, da imamo zdravo okolje, v katerem živimo. Rada bi zahvalila predvsem krajanom Rateč, ki so me predlagali za to priznanje, in pa vsem občanom in občankam, da ste prepoznali tudi tako delo kot vredno takega priznanja. Želim vam prijeten praznik. Hvala. Iskrene čestitke. Tole je bilo tako lepo, tako tekoče, tako neboleče, kot da je bilo upravljeno s carskim rezom. Praznik občine Kranjska Gora je praznik občanov, občank. Navsezadnje praznik vseh, ki imate radi Kranjsko Goro. Nocoj, danes pa ne bo praznik vseh, ki ste nocoj z nami, in za ta praznik prejmite darilo. Glasba bo to, kitara in vokal. Praznujmo z občino Kranjska Gora, Severo in Dejanom. Prosim, uživajmo v večeru. Hvala tudi z moje strani za povabilo in čestitke vsem nagrajencem in nagrajenki za izjemne dosežke in prispevke k vsakemu našemu zlatemu lokalnemu prostoru. Zdaj pa še malo glasbe. Haba
Tam so že najne sanje, reka in mir. Včasih se zemlja strese in umiri. Včasih ječijo breze, takrat boli. In nama šlo glas lahko, a bolim kaj. Morda pa na drugem svetu nama bo fajn, 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 nama bo, nama bo fajn, nama bo fajn, nama bo fajn. Kadar sva sama, se jokam in smejim. Kadar sva sama, utripam in dišim. Zdaj, ko sem s tabo spet in svet je lep in lahek in obrne naokrog, vse je lažje tisočkrat in tisočkrat vina je prav tako. Kadar sva sama, te gledam in molčim. In ko sva znama, preprosto si želim, da bi želela si še bolj, čeprav želeti si še bolj se res ne da. Da mi ti dano vse in več kot vse in tisto malo, kar sem jaz. Pridem, stečem spet, stran v lasten svet, daj poljubi me, ne ustavljaj se. Se veš, oplodi pa poteki, ni nikogar, kjer je mrzlo in temno. Se veš, vsak je vedno sam in kdor prizna se, da je sam, ta ni več sam. Kadar sva sama, te gledam in molčim. In ko sva znama, preprosto si želim, da bi želela si še bolj, čeprav želeti si še bolj se res ne da. Da bi ti dalo vse in več kot vse in tisto malo, kar sem jaz. Preden stečem spet, stran v lasten svet, daj poljubi me,
kakorkoli že, kakorkoli že. Sem čisto majhna in sebična. Šele zdaj to vem, šele zdaj to vem. Sem največ in hkrati nična. S predolgo časja in bega realnosti, iskanja resnice, ljubezni pa ni. Kakorkoli že, kakorkoli že, kakorkoli že. Puščaš me tako ledeno. Pridi greva čim den stran od naju, na konec sveta. Stran od vsega, ne morem brez sebe in ne morem brez tebe. Jaz sužnja razuma, ti sužen teles. Pridi greva čim den stran od naju, na konec sveta. Stran od vsega, ne morem brez sebe in ne morem brez tebe. Sužnja razuma, ti sužen teles. Hvala lepa. Tukaj imamo pa cirkovški del predstave. Še kaj zametati gor? Uživajte še v večeru. Danes je vaš praznik. Mlade oči. Najine mlade oči vidijo svet, ki ga ni.
kjer zvezde na nebu ljubezni žarijo le za mlade oči. Ko me pogledaš v oči, v ognju neskončnem telo zažari. Mlade oči so svetle luči, ki dolge noči spreminjajo jutra. Mladih oči veselje in smeh porajata vedre sončne dni. Mlade oči so vsake oči, ki v njih plameni svetloba pomladi. Dobri ljudje in mladi oči, verjela bi vse, zares prav vse. Mlade oči so svetle luči, ki dolge noči spreminjajo jutra. Mladih očeh veselje in smeh porajata vedre sončne dni. Mlade oči so vsake oči, ki v njih plameni svetloba pomladi. Dobri ljudje in mladim očem, verjela bi vse. Zares prav vse.
sem končno našel vse, kar sem želel. Le povejte, kako ste me našli, da sem tu na ulici sam ostarel. Vandram sem in vandram tja, kjer položim glavo, tam sem doma. Ker ne morem leteti, si prižgem cigaret in začnem si pet. Ali je še kaj prostora tam na jugu? Ali še imajo tiste lepe sončne dni? So ljudje še nasmejani in vsak dan je brez skrbi. Da sem končno našel vse, kar sem želel. Ne povejte, kako ste me našli, da sem tu na ulici sam ostarel. Vandram sem in vandram tja, kjer položim glavo, tam sem doma. Si prižgem cigaret in začnem si pet. Ali je še kaj prostora tam na jugu? Ali še imajo tiste lepe sončne dni? So ljudje še nasmejani in vsak dan je brez skrbi. Še imajo tiste lepe sončne dni, so ljudje še nasmejani in vsak dan je brez skrbi. Imamo še kaj prostora tam na severu, je danes. Lahko ležim suknja, sentim golo proti stropu. Daleč tam čez
striže mrak. Napol sentim in spet mišim misli v galopu. Se ti raztopim v oči in se zlijam skozi dlani. Gola suha žejna tla. Kako te ljubim še, brez sramu in brez strahu. Kako te ljubim še, kadarkoli, kakorkoli. Končno si tu in jaz zaspim v tvojem trenutku. Veš, da izgine vse, kar je. Se ti raztopim v oči in se zlijam skozi dlani. Gola suha žejna tla. Kako te ljubim še, brez sramu in brez strahu. Kako te ljubim še, kadarkoli, kakorkoli. Se ti raztopim v oči in se zlijam skozi dlani. Gola suha žejna tla. Hvala lepa. Mimogrede, moj brat je napisal prejšnjo skladbo to in večino teh, ki jih pojem. In hvala za to posprejem, kjer je toplo. Čakaš občutek, da je res, kar se zdi.
moraš nujno domov, povsem drobne stvari. Spet čakaš trenutek, ko zagledaš oči. Moraš zliti se vanje med temune noči. In želim si, da grem tja, kjer je toplo. In želim si, da grem tja, kjer je svetlo. In želim si, da grem tja, kjer je toplo. In želim si, da grem tja, kjer je svetlo. Pridi v moje vesolje, med planete strasti, med planete ljubezni in med svetle noči. Kot zeleno poletje, kot srebrno nebo. Jaz ne vem, ti ne veš, on ne ve, mi ne vemo, nimamo več nič, razen srca. Vse se menja, živi, vse stoji kot stara ura. Sprejeti to, ujeti to, razumeti to. Želim si, da grem tja, kjer je toplo. In želim si, da grem tja, kjer je svetlo. In želim si, da grem tja, kjer je toplo. In želim si, da grem tja, kjer je svetlo. Hvala lepa. Takole, dosti imam šanso, da dam rože, sicer jih nisem sam kupil, zato toliko bolj z veseljem izročim Severi. Hvala, ker si nam ogrela srca, pa ker si prinesla malo hladu v našo dolino. Mislim, da bi bila ona dobra klimatska naprava. Še enkrat hvala za lep večer, evo pa tele rožice zate. No, tudi on je dobil cvet iz ženske roke, seveda. Jaz drugač fantom rož ne dajem.